Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate predstavitev knjige Nikolaja Murka Moje bistriške legende. Koncert poletni Galusov oder izbranih 2026. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Zaključni koncert udeležencev 14. mojstrskega seminarja za flavto. Obsežen gozdni požar v bistriškem Vingarju. Žiga Štern navdušil mlade odbojkarje. V prostorih Sovite, bivši Impoljski menzi, so v torek 30. junija predstavili knjigo avtorja Nikolaja Murka z naslovom Moje bistriške legende. Nikolaj Murko je v Slovenski Bistrici 12 let predsedoval turističnemu društvu, 8 let honorarno poučeval gospodinjstvo na osnovni šoli, veliko let je z Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica sodeloval tudi pri kuharskih tečajih in tečajih za turistične kmetije. Z Murkom se je pogovarjala Danica Godec. Avtor je uvodoma poudaril, da so bistriške legende razdeljene v 3 sklope. Najprej se spominjam tistih, ki jih ni več med nami, da prej lepo povedala, kaj nam pomeni tisti, ki ni med nami. Vse legende so postavljene po abecedi, ne po neki velikosti, širini, ampak po abecedi in vsi so enako vredno. Za sklopom postavljeni ljudi, ki ni več med nami, se spomnimo tisti, ki pa so še med nami. Pa še od tistih nekaj povemo. Tretje pa tisto, kar je nastalo, da se sploh danes pogovarjamo o legendah, to pa je, da predstavim gnezda, kjer sem jaz prišel, odkot jaz sem pričel neke stvari delovati, ustvarjati. In jasno, moja gnezda je bilo prvo, ker sem prišel v Slovensko Bistrico, normalno, potem sem prišel v Impol in pa seveda v naš kolektiv. In namen mi je v tretjem delu iti skozi vso to zgodovino, kjer je svojem vse dogodki Impol, mesto, vojska, vse, največ pa smo po svetu moram reči nam in našemu kolektivu. V viteški dvorani Bistriškega gradu je v torek 30. junija potekal drugi otvoritveni koncert Mednarodne poletne šole flavte Martin Belič. Galusov varovanec in prvi Galusov ambasador Martin Belič je mednarodno priznani flavtist. Letos bo vodil že 14. mednarodno poletno šolo flavte. Z ustanovo Galus že sodelujem od leta 2000 in kot ambasador ravno te se nekako čutim dolžnega pomagati mladim, nadarjenim glasbenikom in prišli smo na idejo, ki jo že realiziramo zadnje 3-4 leta, da na mojem mojstrskem tečaju ravno tukaj v Slovenski Bistrici izberemo najboljšega udeleženca ali udeleženko in jim pomagamo na nadaljnji poti in jim omogočimo komornega igranja ali solističnega igranja z orkestrom, tako kot boste danes slišali igranja z samimi akademskimi glasbeniki, ki so bili pripravljeni sodelovati z nami, kajti to mislim, da je največ in pomeni tudi največ za mlade nadarjene glasbenike, da lahko izkoristijo takšno priložnost, kajti to jim da največ nekako inputa za njihovo prihodnost. Da ne bom predolg, če smem mogoče samo zaključiti takole, zelo sem vesel in počaščen, da se lahko vrnem v svoj rodni kraj Slovensko Bistrico, da smo lahko tukaj v tej prekrasni dvorani. Še enkrat, da imamo koliko sponzorjev, srečnih ljudi, ki stojijo za našim projektom, ki so nam pripravljeni pomagati. In ker danes začnemo z Mozartom, je danes prva skladba, mogoče samo ena kratka misel, če lahko citiram Wolfganga Amadeusa Mozarta, je rekel, glasba ni samo v notah, ampak predvsem v tišini med njimi.
Lovska družina Šmartno na Pohorju letos praznuje 80. obletnico delovanja. Slavnostno prireditev ob častitljivem jubileju so izvedli preteklo soboto pri Lovskem domu v Smrečnem. Zbrane je nagovoril starešina Lovske družine Šmartno na Pohorju Jože Fric. 80 leti nazaj, leto po vojni, je 10 posameznikov, ki so se navdušeno zavzemali za ohranjanje živalskih vrst v našem področju naredilo ključni korak. Ustanovilo je Lovsko družino Šmartno na Pohorju. Spomnimo naj na okrožnico Okrajnega ljudskega odbora Slovenska Bistrica odseka, oddelka za gospodarstvo z dne 15. junijem 1946. V tej okrožnici se je lovišče podrobno razdelilo na revirje. In prav do tega dneva naprej imamo lovišče v izmeri 3494 hektarjev, od tega cirka približno lovne površine 3200 hektarjev. Od ustanovitve lovske družine do danes vodilo lovsko družino 9 lovskih družin. Biti starešina pomeni imeti odgovornost do lovcev, do narave in divjadi. Za uspešno gojitev divjadi in humano izvajanje lova imamo lovsko kočo, v kateri so člani lovske družine vrsto let vlagali največja dela, truda in tako leta 1983 dokončali. V lovski koči se lovci srečujemo na raznih prireditvah. Ob lovski koči imamo urejeno strelišče za glinaste golobe, v kletnih prostorih koče pa hladilnico za oplenjeno divjad. Lovsko kočo, staro 43 let, redno vzdržujemo, obnavljamo s pomočjo pridnih rok članov lovske družine Šmartno na Pohorju. Vedno znova smo lovci tisti, ki slišimo, kako bi bilo bolje narediti to ali ono, da bi bilo potrebno več odstrela letno. V 80 letih se je stanje odstrela povečalo za 100 in več %. Letne kvote odstrela nam pa krojijo oblasti, ki se marsikdaj ne zavedajo dejanskega stanja v lovišču. Oblasti nam krojijo letni odstrel, napišejo še lahko 100 dopolnitev novih zakonov, vendar naših tovariških odnosov nam ne morejo odvzeti, ki so zrasli med nami lovci, ki ne bodo krojili, ne vzeli lovskih odnosov. O visokem jubileju 80-letnici naše zelene bratovščine sem vesel, da nas toliko vztraja v službi narave in da naša prizadevanja za skrb narave vedno znova postajajo uspešna.
Ob 80 letih se je marsikaj spremenilo, vse manj je divjadi, čeprav se lastnikom kmetišč zdi drugače. Lovstvo ni samo pok pušk, podeljen lovski blagor tovarišu in štetje trofej. Gre za način razmišljanja, za skrb, za ravnovesje v naravi. V vseh teh letih je bilo strani lovcev vedno na prvem mestu pomoč divjadi, ob vsem tem pa je bilo tkanih veliko niti prijateljstva. Moja želja je, da še tako tudi naprej ostane. Udeležence so pozdravili tudi podpredsednik Lovske zveze Slovenije Marjan Kselman, podžupan občine Slovenska Bistrica Modest Motaln in predsednica krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Kristina Pregl. Na prireditvi so podelili priznanja in odlikovanja, s katerimi so se zahvalili posameznikom za njihov prispevek k delovanju in razvoju lovske družine ter ohranjanju narave in lovske tradicije v lokalnem okolju. Slovesno so popestrili tudi z bogatim kulturnim programom. V Viteški dvorani Bistriškega gradu je pretekli ponedeljek potekal zaključni koncert udeležencev 14. mojstrskega seminarja za flavto, ki ga je vodil priznani flavtist in pedagog profesor Martin Belič. Profesor Martin Belič doma iz Slovenske Bistrice od leta 2007 živi in deluje v Nemčiji, kjer je zaposlen kot solo flavtist v orkestru Münchenskih filharmonikov. Kot solist redno sodeluje tudi z drugimi uglednimi, predvsem nemškimi glasbenimi zasedbami. Kljub mednarodni karieri ostaja tesno povezan z domačim krajem, kjer že vrsto let organizira poletne mojstrske seminarije za nadarjene mlade flavtiste. Zaključni koncert predstavlja vrhunec večdnevnega izobraževanja.
V okolici Slovenske Bistrice pod Ančnikovim gradiščem v Bistriškem Vingarju je v torek zgodaj zjutraj izbruhnil obsežen gozdni požar. Zaradi težko dostopnega terena so gasilcem pomagali tudi iz zraka. Ja, vi boste najprej naredili prelet nad požarišče, nato boste prestali pri gasilskem domu Sinje 33. Tam bi delali v tem vode sprem. Ja, v jutranjih urah, že tam okoli 5. ure je bil poziv. Lokalni gasilci iz Tinja so šli na kraj pogledati, ampak ni bilo možno priti peš do samega požara. Zato se je aktiviralo še 2 društvi, da sta obkolili v bistvu požar, da se ne širi, in pa poklicalo se zračne sile za gašenje zraka. Kakšno je trenutno stanje? Ja, trenutno čakamo helikopter, da se pripravi za gašenje. R-traktor je že naredil prelet in pregledal situacijo. Na samem kraju je pa okoli 42 gasilcev, iz 3 gasilskih društev pa enota drona. Torej, glede na videno, lahko pričakujemo, da bo požar kmalu pod kontrolo? Jaz mislim, da zdaj bomo z odmeti helikoptera to malo pospešilo. Potem pa bomo videli, če bo potrebno še nekako priti do samega požara peš ali pa bo to dovolj za helikopterjem. Na požarišču se kruši kamenje, opozarjajo na policijski upravi Maribor. Zato pristojni pozivajo morebitne pohodnike, naj se območju izogibajo. Soteska Bistriškega Vingarja je do nadaljnjega zaprta za obiskovalce. Slovenski odbojkarski reprezentant in olimpijec Bistričan Žiga Štern z izbrano vrsto si je na evropskih prvenstvih priigral 3 kolajne, 2 srebra in 1 bron, je v 1. julijskem tednu izpisal svojo prvo trenersko zgodbo. Skupaj z odbojkarskim klubom Bistrica, ženske igrajo v 3. državni ligi SOD, je organiziral trening za punce in fante in to v starosti od 10. do 15. leta. Najprej moram povedati, da je k temu pripomogla moja poškodba. Žal ne morem biti del reprezentance, ampak je zato prišel čas, da mogoče malo več posvetim dela otrokom v našem okolju. Lepo je videti, da se tudi v počitniških dnevih otroci ukvarjajo s športom, pa naj bo to odbojka, bodisi košarka, nogomet. Tako da za začetek en tak uvodni trening tudi za mene, ker je to v bistvu prvi stik z otroci. Zelo sem vesel, da so se udeležili v takem številu. OK Bistrica je v bistvu organizator. Jaz imam to srečo v nesreči, da lahko pomagam, da lahko prenašam znanje na mlajše generacije. Vemo, da smo v preteklih letih izgubili nekako moško odbojko, pa je nekako plan, da se v naslednjih letih tudi to vzpostavi nazaj. Pri dekletih opažam veliko potencijala, ogromno mladih deklet, ki so željne napredka, tako da kar se tiče želje in pa pristopa na treningih, res vsaka čast. Na odbojkarskem kempu je bila zasedba bolj ženska, kar je dokaz, da v Bistrici ženska odbojka živi. Želja reprezentanta pa je vsekakor v prvi vrsti ponovno bistriško moško odbojko vrniti na slovenski odbojkarski zemljevid. Za nameček pa to, da so se v svoj čas prav bistriški odbojkari že borili tudi za naslov državnega prvaka in uspešno igrali tudi v evropskem pokalu. Ja, jaz se spominjam, da sem še kot mlad v bistvu z začetom hodil v bistriško dvorano, gledal moško ekipo, ki je bila takrat v samem vrhu slovenske odbojke. Mogoče je to tisto, kar manjka sedaj slovenski Bistrici, ampak kot sem rekel, mogoče je en tisti dolgoročni plan, jaz ne upam se pogovarjati o letih, ampak dolgoročni plan, da bi se slovenska Bistrica spet uvrstila na zemljevid slovenske odbojke. Številka 26 udeležencev je zavod Lepa, na kateri se lahko v prihodnjih letih gradi na trdih temeljih. Svoje uvodne treninge slovenskim reprezentantom pa bodo v poseben predal spravili tudi sami akterji tega res lepega dogodka. Ful sem se veliko naučil, Žiga mi je tudi sam ful stvari povedal, me je ful stvari naučil, mi je pokazal različne tehnike za različne stvari, blok, zgornji servis, spodnji servis pa tak dalje. Ja, fajn je, ker se veliko novega naučiš, pa ti je fajn, ker ti še druga oseba pove napotke, kako bi izboljšal svoje delo. Zelo uživam, Žiga je zelo dober trener.
Odličen je, zelo se zabava. Zelo je fajn, ker se lahko veliko naučiš, več od trenerjev, mislim več od profesionalcev kot pa od trenerjev. Pa fajn je pa ti pomaga, če kaj še ne znaš. Pri strokovnem delu, pri samih treningih sta 32-letnemu Bistričanu pomagala tudi domača trenerja Cene Štern in Dejan Kalan. Iskrena želja Žige Šterna, pa nas ostali, ki smo tukaj, je, da znova dvignemo na spodobno raven tudi moško odbojko. In če je Slovenska Bistrica v vseh teh letih dala 5 reprezentantov, začenši z Vidom Kopinom, Alenom Šketom, Maticem Videčnikom in obema bratoma Štern, potem sem trdno prepričan, če se bo ta kamp dobro prijel in če dvignemo moško odbojko znopet na neko raven, da bi lahko Slovenska Bistrica v prihodnje še dala kakšnega odbojkarskega reprezentanta. Slovenska odbojkarska reprezentanca je uspešno odigrala prva 2 turnirja Lige narodov. Po 8 odigranih tekmah so 6-krat zmagali in 2-krat izgubili, ter so tako na 4. mestu. Žal pa na uvodnih 2 turnirjih na Kitajskem in domači v Ljubljani ni igral Žiga Štern. Da je 32-letni Bistričan manjkal, mu je to v prvi vrsti preprečila poškodba kolena, po kateri uspešno okreva. Ena poškodba mi je preprečila cilje za to poletje. Jaz vidim, da je tudi tista menjava generacija nekako zaenkrat prinaša nek uspeh, nek kratkoročni cilji so bili do zdaj doseženi. Jaz upam, da na 3. turnirju v Srbiji potrdijo nastop na Final 8. Sprejemalec odbojkarske reprezentance pa računa, da bo lahko kolegom na igrišču pomagal na Evropskem prvenstvu. Jaz upam, da se že v avgustu priključim reprezentanci, da se skupaj pripravimo na Evropsko prvenstvo, ki je tisti prvotni cilj tega poletja, da gremo po nove uspehe naše reprezentance, da obdržimo reprezentanco na nivoju, kjer je sedaj na lestvici, ki bo tudi štela kot naslednji, tisti še večji cilj, ki bo štela kot priprava na olimpijado. Za Bistričanom pa je uspešna klubska tekmovalna sezona, ki jo je odigral v Rusiji. Ja, jaz sem bil zelo presrečen z sezono v Rusiji, ena izjemno kvalitetna, izjemno lepa sezona. Kar se tiče ruske lige, izjemno močna liga. Trdna pa je za njega tudi naslednja klubska pogodba, ki jo bo prav tako oddelal v dosedanjem klubu.